bili so res po svoje zlati časi, ne? Ampak in tudi zaradi časov, ne? Bolj zaradi okoliščin, jaz kot se rekel, ko sem bil na čelu, nisem sam nič posebno naredil, ne? Ampak so bili pa res okoliščine zelo svobodne, ne? To pa res. In to obeh po moje takrat so obe pogledali, pa društvo je zelo porihtano, ne? To pač ni bilo treba. Začino vendar je tako, da sem bil res palček na ramenih velikanov, kar se organizacije tiče, ker sem imel, takrat je bila že ta ideja, da imaš to dvotirnost, da si imel to profesionalno sociologijo prek sekcij organizirano, te sociologi, ko smo včasih rekli, ko je praksi, pa prek regionalnih društev. No, ampak jaz nisem velik, društvo je verjetno zelo veliko prispevalo k temu, kar se tako hlapno lahko reče, profesionalizacija sociologije, ne. Ker je vendarle po mojem, ravno zaradi te dvojne organizacije, ne, pač na obeh področjih je društvo povezovalo ljudi. In to je bila zelo pomembna, ne, zadeva. To je pa seveda, poznamo te čase, ta čas velikih sprememb, ne, in po svoje srečo z režimom, ki smo ga bili, ne, ker pač ta avtoritarni režim je postal zelo učljiv. V tem smislu rabil je, ker ni imel volitev, je rabil informacije po drugih kanalih, ne, in je zbiral grad. In sociologi so postali pač pomemben, po mojem, dobavitelj informacij, ne, ki niso jim razmerje nujno všeč, ne. Seveda, kar je potem druga plat zgodbe, da nismo sami niti tega vedeli, da smo se zelo politizirali, ne. To je pa druga plat zgodbe, ne, da pravzaprav smo uživali v tem, da vse, kar si rekel, imeli neko politično težo. Tudi če je bilo zelo nepomembno, ne, ampak takrat je imel nek politični odmev in to je tala seveda občutek poslanstva. Ne, demokracija ni dobra za sociologijo. To ne znam, grdo zveni, ampak oblastniki ne rabijo dosti informacij, ne, oblastniki pač demokracija razmeroma samozadostna, ne. Toč ti v parlamentu lahko odločaš vsem in vsem tim treba včasih kaj dosti ozirati na druge informacije, ne. To je poseben problem, ne. Prej, ko so odločali pravzaprav, ker nimaš ene zdrave pač opozicije, nimaš pač tega proizvodnja novih idej, se rabo potem te informacije od zunaj, ne. Ko marksizem, ne, ki je bil prej nekaj časa zapovedan, ne, je Pavle Dantar enkrat rekel, ki je omenil Maxa Webra, pa je rekel spet Max Weber, ker smo vsi potem začeli, ko smo enkrat odkrili druge sociologe, smo začeli gonim pač pogosto omenjati druge sociologe, Marx je postal za nekaj časa pozabljen, ne, pač klima se je zelo spremenila, ne. Tako da sociologija ima zdaj pač je bolj mehko je poslano po tej plati, da pač imaš zelo prosto izbiro, ampak odmevnost je pa po mojem bistveno manjša. Druga stvar je potem to, še lahko, kar se nekaj rečem, ta visoka politizacija se je potem pokazala v tem, da je društvo pravzaprav nudijo streho ljudem, ki so bili postajali politični aktivisti. To je dejstvo, je pač pisateljska ustava deloma nastala v društvu, ampak seveda, zakaj je nastala znotraj društva, ker je društvo delalo neko varno streho tem ljudem, hkrati pa se ni bilo treba jim podpisati kot posameznikom, ampak so predstavljali oni neko društvo, pisateljstvo, takrat je bilo to pisateljsko in sociološko društvo, ne. Pač tako kot Čava, jaz sem pač na ta način potem prišel tudi med ustanovitelji nove države, ker je rekel, pa se drvoti v novi pisateljski ustavi, ne. Rekel, ja, sem z podpisom kot predsednik društva, to je bilo vse. Se ta politizacija ni bila takrat, v tem času ni bila tako negativna, bila verjetno prej, ne, prej verjetno, ker si imel res bolj režimsko sociologijo lahko in si imel na sociologijo, ki je potihem bila morda malo bolj disidentska, zelo potihem. V tem času pravzaprav ni bilo več je bilo težko biti že disident na nek način, ne. To je takrat, ko je šlo proti 90-im, ne. Tako da ta politizacija je bila pravzaprav na nek način dobra, ker si iskal tiste teme, ki so bile takrat aktualne. Jaz sem zdaj pač ravno drugače rekel, kot sem na začetku, ne. To so pa zdaj težki časi, ne. Zdaj, od tega seveda, z moje perspektive pač potem gledaš bolj kritično, ker nisi več zraven, ne, preprosto je pomembna zadeva, če nisi več toliko aktiven, potem rečeš, ne, stvari ne zrešajo tako, kot bi si jaz predstavljal. Ključna, po moje, ta profesionalizacija je še zmeraj po mojem sociologiji problem, ne. To je po mojem interesu problem, pač ker je to na profesija, ki je zelo sama sebe težko prepozna, se mi zdi pogosto, ne. Sociologi znajo sami poskrbeti za svojo kariero, ne. Mi smo verjetno svetovni špici, jaz samo ugibam, ampak smo verjetno svetovni špici po številu diplomiranih sociologov na prebivalca.
In vsi ti ljudje najdejo nekje zaposlitev in se nekje na svojem področju uveljavijo. Ni nujno, da je to sociološko področje, ampak rečeš, nekaj je tu pravzaprav dobrega. Prav ti ljudje imajo neko prilagodljivo izobrazbo, kljub temu, da je profesija, bi rekel, malo razsuta, ampak ima po tej plati dobro perspektivo. Druga stvar, seveda, ki me pa pač, bi rekel, vsega malo znevira, pa ta razdrobljenost sociologije, profesionalne bolj sociologije, te akademske, ki je bolj ali manj samozadostna in mene pač ne to gloda pravzaprav, ker se je ravno tisto poslanstvo, ki smo ga mi, ta smešen občutek poslanstva, ki je bilo smešen, da delamo nekaj pomembnega, nekaj smiselnega. Danes je pravzaprav v tej akademski sociologiji se to zgubilo. Danes pravzaprav, ko te vprašajo, koliko točk si dobil. To je ta, mislim, tako Max Weber, taki pot za kapitalizem rekel, rekel pravzaprav zvodni kapitalisti so verjeli, ko bogatijo, da delajo hkrati nekaj plemenitega, Bogu so všeč. In pa reče, da v Ameriki pravzaprav se je to že zgubilo. V Ameriki pravzaprav je kapitalizem postal tekmo. In deloma je to isto postavilo te akademski sociologiji. Ti se ne vprašaš, ali delam nekaj takega, kar bo pravzaprav ima nek smisel, morda nek potencialno vpliv, ampak ne. Za mojo kariero bo to pomembno. Več točk mi to prineslo. In to je ta zaprtost sociologije in postaja pač ta dejavnost pa v precejšnji meri brez smisla.